ti, ne pozabiti name, še ti kratki leti dve. Leti dve minuli so, Brankota pa še ni bilo. Olga bila je žalostna, vzela fanta drugega. Drugi del posvečen je bil, Branko prišel je domov. Prve njegove so reči, če njegova Olga zanj živi. Mamica mu govori, o preljubi Branko ti, tvoja Olga še živi, drugega fanta poroči. Branko vzel piščalkico, šel pod okno Olgino, tam je vriskal, tam je pel, mlado Olgo gor budil. Olgica to slišala in na okno gledat šla, padla mu je na srce, oba dva sta mrtva že. Olgico pobrali so, Brankota ravno tako. To imajo dekleta zgled, katera ljubi fantov pet. To imajo dekleta zgled, katera ljubi fantov pet. Pozdravljeni na domačiji Pričotnih v objemu Kamnitega zidu in Gorečk. V imenu vaške skupnosti Kobeglava Tupeljče in kulturnega društva Kraški Slavček prisrčno in toplo pozdravljam gospo Darinko Grmek-Štrukelj, urednico njene knjige, avtorje krasnih lesorezov, vaščanke, vaščane, vse svojce in vse ostale, ki ste tukaj zbrani. Ponosni smo, da Darinka ni pozabila svoj kras, da je sanjala o njem in ga še zmeraj sanja, Gorečke, Burjo, Kras, Borjač, dom in spomine in jih je spretno prelila v pesniško besedo. Veselimo se današnjega srečanja z Darinko. Ta večer naj odpre naša srca in poveseli, prisluhnimo tudi besedi nje in avtorice in urednice pesmi in njeni kobjeglavski, mogoče še nepozabljeni govorici. Prav na današnji dan se je spletalo svetoivanske venčke v Štanjelu in enega z veseljem poklanjamo v spomin na ta lep dan. Izvoli. Ne morem govoriti, zato bom rajši pesem prebrala. Prav? Domov. Ko vlak prižvižga na ravan kamnito in me objame borov temno zelenilo, kot da me 1000 materinih rok je priklenilo v veliko, toplo, sivo krilo. Dom. Če vprašaš ptico, kje domuje, ti pokaže gnezdo. Če vprašaš zvezdo, ti z neba mežika.
Če vprašaš mene, pokažem ti vasico, ni velika. Na zemljevidu komaj pika. Sive kamnaste so hiše, druga k drugi se prižema. Kamnast zid borjač objema, da gre burja mimo tiše. In ko bje glava, skupaj se napiše. In še eno, to je namesto pozdrava. Kraški človek. Nastala je prav za to priložnost in je še čisto frišna. Trdno stoji, kot kamen, hrast. Težko je past nekomu, ki s koreninami objema skale. Je resen, ko je treba, da skrije jok, razdira šale. V burji je kaljen, ga zlepa nič ne zruši. Na zunaj je robat, mehak v duši. Jaz sem resnično preveč ganjena, zato mi oprostite, bom pozneje kaj povedala. Hvala, Darinka. Najprej se bova malo zahvalili, najprej društvu Kraški slavček, ki je pripravil vse to, ta naš borjač oziroma Darinkin čotni borjač za to predstavitev. In ko sva zvedeli, da se bo dalo gorečke z borjača predstaviti na borjaču, pa to ne na kar enem borjaču, ampak na tem pravem rojstnem borjaču, sva bili obe dve zelo navdušeni in res hvala vsem, ki ste to omogočili. Zahvalila bi se tudi ljudskim pevkam društva Karl Štrekelj, ki nas bodo ta večer razveseljevale s starimi primorskimi pesmimi. Opozorila bi vas še na razstavo, ki je tukaj zadaj na ograji, to so grafike, ki sta jih naredila Marija Nabernik in Gregor Štrukelj in opremljajo to našo čudovito zbirko gorečke z borjača, ki jo napisala Darinka Grmek Štrukelj. Zdaj pa jo bom jaz predstavila, pa boste rekli, kaj bo zdaj ona govorila, saj mi že vse vemo o Darinki, ampak vseeno, Darinka Grmek Štrukelj je rojena prav tukaj, v Kobjeglavi, in prejle sem zvedla, da ko je prišla na svet, se je že takoj zasmejala. Drugi se prijokamo na svet, ona se je pa prismejala. In ko se je rodila, je zorelo žito, prav tako, kot zdaj zori žito. In to je bilo pred 5 dnevi, pa še nekaj precej leti. Darinka je 13. otrok Marije in Mihaela Grmek. Njeno prvo igrišče je bil ta borjač, njene prve igračke so bile kamnite, raziskovanje je nadaljevala na Gmajni, med pašom je tudi pokazala oddaleč, kje to je bilo. Čas za igro je bilo takrat treba ukrasti med kmečkimi opravili. No, osnovno šolo je zaključila v Štanjelu na Krasu in po končani gimnaziji v Novi Gorici je študij nadaljevala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kot zdravnica splošne medicine je delala v zdravstveni postaji Velike Lašče do upokojitve 2006. Vmes seveda je postala žena Andreju, pa mama Mihaelu in Gregorju, ki je šel malo tudi po stopinjah svoje mame. Ne? Tisti Gregor Štrukelj je v resnici njen sin, ki je z Marijo Nabernik naredil te čudovite lesoreze. No, in malo še o literarni poti, kjer se prepletata njeno strokovno znanje, pa tudi literarna spretnost, je desetletja svetovala bralkam in bralcem v rubriki Jane, Ni ga čez dober nasvet, gotovo se tega spominjate.
No, sodelovala je pa tudi na več regijskih literarnih srečanjih v Zavetju besede in je članica literarne skupine Kulturno-umetniškega društva Primož Trubar Velike Lašče in portala pesem.si, čisto od njegovega nastanka, to je že 10 let od tega. Zdaj pa pravi, da najbolj uživa z vnuki, piše, riše, slika, plete in še več, in da se trudi polno živeti svojo danost tukaj in zdaj. Darinka, a si zdaj že pripravljena na kakšno vprašanje? No, bom poskusila, če ne bom pa jaz še kaj povedala. Povej mi, kako je nastala tale knjiga? To je čisto tako začetno vprašanje. No, glih ta prava me sprašava. Bom provala po kraško govoriti, samo ne vem, če me bo ratalo, malo... Jaz ne znam po kraško, tako da jaz lahko sam po dolenjsku vlajčem. Knjiga je nastajala praktično celo življenje, ker to ni od danes, ne od včeraj in tako, ampak nikoli pa nisem mislila te knjige izdati, to je res. Sploh nisem razmišljala o tem, potem sva z Ano začele sodelovati, takole tam v Laščah, na teh literarnih srečanjih in me je začela preganjati. No, in potem me je preganjala, kar nekaj cajta je rabila, ko sem rekla, pa ne, se to ni kaj, to ni za na kamer, ne, za knjigo. Knjiga je meni ena sveta stvar, to mora biti, ne, in se nisem čutila, da je primerno za zbirko, no. Potem je še Gregor rekel, da moram to narediti. Ta isti Gregor, ki je narisal, ker sem mu pol rekla, dobro, če naredimo knjigo, bosta pa vidva to opremila in tako. In sem potem pristala. Tako se zdaj zahvaljujem Ani in Gregorju in vsem, ki so sodelovali pri nastanku te knjigice. Zdaj mi je pa zelo všeč. Ja. No, Kras je realna pokrajina iz tvojega otroštva, zdaj je realna tudi za nas in vse tvoje pripovedi so danes v nas čisto drugače zaživele, ker smo spoznali resničen Borjač, pa hišo, pa vse to lepo okolico, vso to lepo okolico. Ampak kasneje se mi zdi, kakor sem brala tvoje pesmi, pa se je prelevila v duhovno pokrajino. Zdi se mi, da se v to pokrajino vse življenje zatekaš, da jo neguješ in razraščaš v sebi in to s pomočjo pesmi. Zanima me, če je tudi to, da si pisala pesmi tako na skrivaj, pripomoglo k temu, da si preživela vsa ta razdajanja, funkcioniranja v svojem življenju. Bila si zdravnica, vodja zdravstvene postaje, takrat si se borila za to, da so postavili novo stavbo in bila si zelo angažirana. Vem, da so kar k tebi hodili, kadarkoli se jim je zazdelo, a ne, po pomoč. Tako da, kako je zdaj s tem Krasom? Je res postal tvoja duhovna pokrajina, v katero si se zatekala, da si preživela vse to, ali me boš popravila? Jaz mislim, da ni postal. Kras je ostal moja duhovna pokrajina, ker je že od vsega začetka, odkar se ga zavedam, moja duhovna pokrajina. Ni samo recimo kamen, hrast in tako naprej, ampak ima vse dušo. Zato lahko govorim, da je to hkrati tudi duhovna, ne. Enako recimo je vse tisto, kar človek doživlja oziroma kar se mu dogaja, je povezano drugo z drugim, ne. Recimo, kaj s tem napišeš pesem, ti sama dobro veš, ki si pesnica, ne, si olajšaš dušo, lažje živiš, seveda, ampak jaz niti ne znam tega razložiti, ker je to tako, kot da diham, no. Ne morem reči tako, kot je en moj pacient, ki je bil zelo zaštose in je imel težko astmo.
pa je enkrat prišel zelo v velikih težavah in je rekel, da že en teden tako težko diha. Je rekel, in gospa, veste, kaj je rekla moja baba, ko sem rekel, da težko diham? Je rekla, pa nehaj za en teden. Mislim, da je tudi pisanje ali pa kakršnokoli ustvarjanje je ena notranja potreba. Recimo glih zdaj, ko je Ana predstavljala recimo Dol v Laščah in je rekla, da je to moj prvenec, sem ji rekla, da je to tudi edinec. Ampak potem sem hmalu ugotovila, nikoli ne reci nikoli, ker sem ugotovila, da preprosto ne moreš kar nehati. No in zato si tudi napisala tega kraškega človeka prav za današnji večer. Jaz bi te prosila, če bi zdaj malo brala spet spomine. Ja, to mi gre lažje, če berem. A lahko sedim? Ja. Spomini so sledi prehojenih poti, ostanki gazi v plundri pozabe, utrujene sanje, hrepenenja s pretečenim rokom uporabe. Spomini so vonjave prazničnih dni, sveže zorane prsti spomladi, so okusi jedi po delu v ogradi. Spomini so zvoki poletne vročine, regljanje pri Štirni in Kalu, ječanje in stoki burje v kamniti razpoki, odmevi joka in smeha in krik tišine. Spomini so zbledele slike ljudi, obrušeni drobci bolečine, odtisi dotikov v zatokih topline. Spomini so večni mlini preteklosti, zajezeni čas in nikoli postarani jaz. Sanjam moj kras. Slišim glas burje, kako je čist skozi veje, kako žvižgajoč se prismeje v kamnito vas. Vidim nebo, nikjer ni tako nizko, kot je na krasu. Gledam oblake, kot angeli so in kot spake v večernem času. Preštevam zvezde nad bori, tako blizu so mi in nedosegljive hkrati. Obzori, ko se svetloba k dnevu zbira, vem, zapisana sem večnosti nemira. Povsod je bil kamen, na strehi, v zidu, v tleh, na vseh poteh, razmetan in v vrsti. Grebli so prsti v prsti med kamni, zabiti, obstati. Kot da so v kamnu skriti karati za iskro v očeh, za sanje v kraških nočeh. Povsod je še kamen, le iskre medlijo in sanje kamnijo v vse krajših nočeh. Zdaj bova pa prosili ljudske pevke društva Karl Štrekelj, da nam še eno zapojejo. Rožic ne bom trgala, da bi vence spletala, mirno, svobodno ljubom, po planincah najcvetov. Mirno, svobodno ljubom, po planincah
trgala, rožica bi umirala, glavico povesila, sonca ne bi včakala. Glavico povesila, sonca ne bi včakala. Tudi jaz sem rožica, Božji vrtec sajena, skrivam se zdaj tu, zdaj tam, trgati se pa ne dam. Skrivam se zdaj tu, zdaj tam, trgati se pa ne dam. Rožic ne bom trgala, srca so nedolžnega, naj z menoj še uživajo, mir, ljubezen, svobodo. Naj z menoj še uživajo, mir, ljubezen, svobodo. Darinka, prihajaš iz številne družine. Danes smo na vašem Borjaču srečali tvojo sestro Lojzko, zelo iskrivo, duhovito in čudovito gospo. Ti si pa 13. otrok. Pa me zanima, če bi lahko kaj povedala o tem, kako je biti 13. otrok, pa kaj se ti zdi, kako ti se zmer hvališ, a ne, 13. prase pa tako naprej. Daj malo kaj o tem povej. Tako pravijo drugi, ne jaz, ne, da je 13. prase brez seska. Ampak moram reči, da jaz sem jih imela še več, ne, kot je ponavadi. Tako da, kaj bi rekla, je razlika, če si 13. po vrsti, no, vsi hkrati nismo bili doma, ne, to je jasno, ampak vseeno sem imela jaz več staršev kot bratov in sester. Ne, ker vsi, ki so starejši od mene, so bili moji starši v bistvu, ne. Vse sem mogla ubogati, ne. Jaz mislim, da pravzaprav nimam primerjave, ne, kako je, če si edinček, sem pa pol edinčka vzela. Tako da smo malo izravnali, ne. Da se je on prestrašil, ki je prvič prišel tle zaenkrat za svetega Mihaela, in takrat smo še prihajali domov kar v večjem številu, ne, s svojimi družinami, in je bil čisto prestrašen, sploh ni vedel, zakaj gre, je tle cela občina ali kako, ne. No, nimam primerjave, da bi rekla, kako je. Nam je bilo zmeri fajn, tudi takrat, ko smo se skregali in stepli, tudi takrat smo se imeli zelo radi, to moram reči, ne. Mogoče smo se imeli preveč radi, zato smo se pol tudi kregali in tepli. Ker če ti je tebi do nekoga vseeno, pol se z njim tudi kregaš, ne. Če pa nekaj čutiš, pol se pa kregaš, ne. Smo pa, moram reči, da v večini smo dominantni, zato se težko kaj zmenimo, kaj je prav in kdo ima prav. Ponavadi imamo vsi prav, ne. Ja. Še eno podvprašanje o družini. Se pravi, ti velikokrat govoriš o očetu, o mami, pa se mi zdi, da sta bila kar različna, ampak da sta vama dala eno tako izjemno popotnico, vsaj, kakor jaz tebe poznam, pa najbrž vsem ostalim tudi. A da bi o mami in tatu kaj rekla? Ja, mama in tata sta bila različna, zelo, ne. Tata je bil tak veseljak,
Mama je bila zelo pobožna, ne, in je bilo treba, če si bil pobožen, si mogel biti resen, nič se smejati, ker se je mat Božja jokala, če si se ti smejal mende, ali nekaj tazga, ne. Ampak kljub temu sta uspela ohraniti, ne samo ohraniti, tudi res svoj odnos in tako, da sta lahko tudi otrokom pustila sporočila in ta sporočila gotovo grejo ne samo z mano, ampak z vsemi. Jaz moram reči, da recimo grob staršev ne obiščem pogosto in tudi nimam potrebe. Mama in tata sta stalno z mano. In sicer, kadar kaj delam, si mislim, kaj bi zdaj tata rekel, ali pa če delam kaj takega, ko bi bila mama zraven, kaj bi mama rekla, ne. Tako da jaz ne rabim jih obiskovati na grobu, ker so z mano. Moram reči, da jih mogoče še bolj občudujem zdaj, ko jih ni. Zdaj, ko sem recimo že sama nona in tako naprej, ko vidim, kaj sta morala ona dva na tej kmetijici, na kraški zemlji, vse preživeti, da sta preživela 10 živih otrok. Mislim, moj globoki poklon vsak trenutek mojim staršem. Tvoj veliki poklon tvojim staršem so tudi tvoje pesmi in je eno poglavje v tej zbirki, ta zbirka je v bistvu razdeljena na več poglavij, no, to boste videli potem, ko boste odprli pa imeli možnost prebrati. Prvo je o kamnu, ne, to sva že brali, drugo so obrazi in tukaj se mi zdi, da je eno tako najlepše posvetilo svojim staršem tudi, pa me zanima, če boš prebrala lahko. Daš ti knjigo, ker nimam označeno. Obrazi, no. Gledam vajin obraz. Guba se v gubi konča. In vsak je skritih 1000 skrbi. Gledam vajin obraz. Izklesal ga je čas. Kras je svoje dodal. In mi. 13 luči v očeh, 13 radosti v srcu in 13krat 1000 skrbi. Gledam vajin obraz. Oči so polne topline, gube prepolne ljubezni za nas. Skupaj smo sedeli za hrastovo mizo, oče, in pili iz tvoje brajde črnino. Kot težko kapljo znoja z tvojega čela, kot grenko kapljo krvi iz razorane dlani sem srkala vase to vino in bila sem bogata, kot ti. S kruhom si nam postregla, mama, s kruhom iz domače peči. Zguban je bil hleb, kot tvoje lice. Dobra, močna je bila, a trpka hrana. Meso in kri, kot pelikana sta se nam razdala, kot seme, ki uskali. Ostanki. Utrujen kamnast zid, trebuhast od bršljana, zraven njiva nezorana in šop robit. Za zidom je bilo ognjišče in kup otrok. Ob ognju zavetišče za smeh in jok. Zrušil se je skrlast krov, zdaj tam je le smetišče. Za zid že zdavnaj nihče ne pride več domov. Moram povedati pri tej pesmi, da kako je nastala.
V Kazljah sem opazovala eno hišo, če z naše strani prideš, je na začetku na levo, tam ob Kalu, ko se ruši in vedno, ko sem šla, ko smo šli mimo, jo je bilo manj in zdaj je tudi že brez strehe. Hiše poosebljam, ne vem zakaj. In ko hiša propada, je meni to je zelo hudo, ker si mislim, kako so živeli, kaj vse je bilo. Ja, tako, ne? In sem zmeri žalostna. In tako je nastala ta pesem, ne? Ker kot vidite, je naša draga sestra Lojzka naš dom, rodni dom ohranila zelo lepega, lepšega, kot je kdajkoli bil. Zato zato se ji bom zdaj, da ne bom pol pozabila, se ji bom kar zdaj zahvalila za vse, kar je dobrega zame naredila in kar je naredila pač za druge in se ji bojo pa še drugi zahvalili. No, zdaj pa se bomo malo oddaljili od Krasa, pa bomo šli kar malo po tvoji življenjski poti, ker ta zbirka dejansko nekako popisuje celo življenje. Darinko je pot vodila najprej v Ljubljano, tam je študirala, postala zdravnica, potem je pa njena prva služba, če se ne motim, bila prav v Velikih Laščah. Od tam je dosti zgodb, od tega, kako so kakšni stari strici, ne, so rekli, kaj bo ta smrkla, pa jih je že v red spravila, ker Darinka je tudi zelo odločna. Kraševsko naturo še zmeraj nosi s sabo. No, ampak tam si naredila tudi družino. Jaz sem pa opazila, da v bistvu ljubezen, tako bi rekla, ljubezenska lirika ni ravno v ospredju te zbirke, ampak se mi zdi... Ljubezen sem živela, ne pisala. Tako, evo, ljubezen si živela in ne pisala, ampak hočem povedati to, da v bistvu ljubezen preseva skozi to celotno zbirko. Zdaj smo spoznali ljubezen do pokrajine, do domačije, do staršev, do pač tega kraja in vseh ljudi. No, je pa vseeno nekaj pesmi v zbirki tudi, ki govorijo prav o ljubezni. In zdaj bi povabila kar Andreja, da bi morda prebral eno tako pesem, ker je napisana v dvojini, pa mislim, da tudi zate velja. Mogoče ti je Darinka kar tako po najini poti. Pa boš pa povedal, če je res to vajna pot. Ne morete z nama po najini poti. Je steza za dva in še ta se v eno oži. Ne morete z nama v korak, saj vsak nima časa nevolje postati obroži. Ne morete z nama ostati, saj kdo od vas še more verjeti, da z nama hodijo škrati. Darinka, ti zdaj preskakuješ scenarija, ne? Ampak okej, taka si, no kar dej. A veš, ker najprej sta šla škrate iskat, a ne? Potem so pa resnični škratki prišli in to moraš pa ti prebrati, a veš. Ampak smo itak vajeni, ker... Pa kar tle počakajte. Ja, kar počakaj, ja. Tako je, vidite, pri nas. Ja, pa so prišli najini živi škratki in je nastala ta pesem. A tale, ja, obe, dve sta. Kot dva škratka. Vznikanje. Kakšna sreča čutiti, kako ljubezen klije. Z močnejšim žarom sonce sije, ko v mojem tkivu vznika življenje. Kako lepo te je pričakovati
in trepetati zate, otrok moj, kako čudovito je biti mati. Je tako suh zrak, da me prav suši. Odraščanje. Nisi več tako moj kot takrat, ko si bil v meni. Zdaj hočeš biti svoj in velik in zrel. Sam bi rad poletel in višje, kot zmore ptica. Vem, razumem te, sine, nisi več klica. Postajaš drevo, ki ima svoje brsti in v meni le korenine. No, zdaj pa bomo spet Andreja prosili, ker je spet neka dvojina. To je bilo, kako bi rekla, na začetku, potem sta bila dva škrata in zdaj, da vidimo, kako je pa danes. Ta ima pa naslov Staranje in gre takole. Kratek, okoren postaja korak, negotov in oprezen, duh utrujen in ne čisto trezen, pot pa se vzpenja in ni brez ježic. Dobro za naju, da hodiva v štric, z roko v roki gre lažje mimo ovire. Veš ti in vem jaz, da nimava boljše izbire. Hvala, Andrej. Ti si res zelo pripraven za vse. Zdaj bomo pa spet povabili naše pevke, da nam spet malo pričarajo to ljudsko vzdušje. Ljudske pevke društva Karl Štrekelj, ki ne vem njihovega imena, morda se bodo pa same predstavile. Mi smo kar pevska skupina našega kulturnega društva. Naj povemo o tem, da smo v lanskem letu praznovali 30 let delovanja. Zdaj, verjetno, če pogledate moje sopevke, ne bi rekli temu tako, ne? To je že 30 let, kar pripevajo. Ampak delamo, dejansko delamo, poleg pevske skupine imamo folklorno skupino, instrumentalno skupino in vsa ta leta smo marsikaj ustvarili. Imenujemo pa se po Karlu Štreklju, ki je bil naš največji zbiratelj ljudskega blaga, ker tudi mi zbiramo ljudsko blago, tudi mi smo izdali eno pesmarico tam v starodavnih časih, ko smo po terenu, tle po Krasu, po Goriških brdih in na oni strani meje snemali stare ljudske pevce in zapisali melodije, zato da ne gredo v pozabo. No in zdaj nekaj od teh melodij tudi prepevamo. Hvala. Gora dol posred vasi, pred svoje ljubce Kambrco, pred svoje ljubce Kambrco, za voljo tiste reči. Dekle, odpiraj kambrico, saj veš za mojo navadico, saj veš za mojo navadico, za voljo tiste reči. Z noroko ti bom odpeljala, 102 te bom objemala, 102 te bom objemala, za voljo tiste reči. Darinka, hvala Bogu, da si šla v penzijo, da se lahko ukvarjaš s pisanjem poezije, pa ne le s tem, ampak ti tudi si zelo ročno spretna. No, to smo mi že zelo dostikrat spoznali, ker imaš razne delavnice od kaligrafije do pletenja takih venčkov. Pa vpisala si se v šolo Rokodelski center, kjer si se naučila pletarstva. Nekje je bila na Košarca.
No, seveda, to ni edini njen izdelek, kajti ona že 4 leta to dela. Potem moram vam pa povedati, da tudi slika. Evo, 2 košarici, bravo. Ja, no, to je zdaj še ta nenadna razstava njenih pletarskih izdelkov, ampak slike nisi pa nobene prinesla. Ja, namreč Darinka tudi slika in riše in razstavlja, predvsem na Trubarjevi domačiji. Izdelkov mi je bil najbolj všeč tale reta. Ta je sicer tako miniaturna, ne, ker pač, če se učiš, ne moreš delati tiste te ogromne. To so pa peharčki, ne, iz slame. Tako da smo se veliko stvari učili. No, zdaj moraš pa sam še povedati, kako sploh vse to pač si razporediš, kdaj bom Darinka pletarka, kdaj bom Darinka slikarka, Darinka pesnica. No, Darinka nona pa vemo, da to pa že obvezno, ne? Ja, ja, na en način si človek mora organizirati delo, saj tudi vsako delo recimo oziroma vsak način življenja potrebuje organizacijo. Znanstvenik ima pač svojo organizacijo, kmet ima svojo, delavec ima svojo in tako naprej. In skratka, če si Kaj dobro... pa umetnica? No, umetnik si ne more vedno organizirati, ker taki amaterji, kot sem jaz, rabimo navdih, pa kakšno spodbudo in tako naprej, ne, tisti ta pravi, ki se morajo s tem preživljati, seveda morajo delati, ampak jaz nisem tam med njimi, jaz se igram. Tako kot sem se začela tle na Borjaču igrati, se igram še zmeraj. In kjer je le mogoče priti do take igre, ki mi je všeč, ki me prevzame, zagrabim priložnost. No. Zdaj za pesem, za slikanje recimo je tudi šola in je tudi recimo te prisilijo, da delaš, ne, za pisati pa ne, za pisati sem pa čisto svobodna. No, potem bomo pa kar skozi pesem spoznali, kako ti pišeš. Iskanje 1 je naslov. Iščem besede, tiste prave, ki jih trave zelenijo in pošumevajo bori ob zori. Iščem besede, tiste tihe, zastihe, ki jih zvezde žarijo v zaljubljeni noči. Iščem besede, tiste bogate, zate, ki jih veter šepeče in gore molčijo v občutenju sreče. Pa je ne najdem, tiste prave, tihe, bogate. Zato podarjam ti trate in zelenice, bore in gore, zvezde in zore, naj ti govorijo ptice. A sanje? Sanje. Še zmeraj sanjam. Želela sem imeti reko, drevo na bregu, nebo za domovanje, oblak ujeti, ki na begu z vetrom nosi sanje. Želela sem, da mogla potovati bi z vodo, vetrom in oblaki. Želela sem, a morala sem tu ostati. Z reko, vetrom in oblaki krožijo le večne sanje. Ob vodi pod drevesi le tu in tam še stopim vanje. Rada sedem pod drevo, kjer skozi krošnjo se nebo drobi, kjer je svetloba in je ni, kjer ni besed in ne laži. Zdaj pa mislim, da je čas, da tudi spoznamo
pobližje, a ne, Gregorja Štrukla pa Marijo Nabernik, ki sta naredila ilustracije za Gorečke z Borjača. To niso take, ki smo jih običajno vajeni, kakšne risbe, ampak so to prav grafike. Evo, tukaj sta se nama pridružila. In jaz imam seveda za vaju tudi kakšno vprašanje. Je že vse prižgano? Lep pozdrav. Mene zanima, kako, mi smo se pač pogovarjali, bo knjiga, bosta vidva ilustrirala to, a ne? Midve sva si predstavljali, no to bodo kakšne risbe ali pa kaj takega. Namreč Marija Nabernik je tudi profesorica na ALUO in prav na oddelku za ilustracije tudi sama veliko slika, riše, oblikuje. Skratka, če koga zanima, more malo pogledati na internet, ker je rekla, da ne smem vsega povedati, da bo to predolgo trajalo, se strinjam. Grega je pa tak ljubiteljski risar, ki zna pa take izjemne, tudi kakšne stripe narediti, pa take vse sort zabavne stvari. No, ampak potem jaz si vprašam, no, a že kaj delata? Ja, zdaj sva šla nabirati les, ja, kakšen les. In sta se odločila, da bosta naredila grafike. Zakaj? Ja, bilo je zelo težko zame, ne, ker knjiga je resna stvar. Vsaj ta pesniška zbirka se mi je zdela, da mora biti resna stvar. Jaz pa, moje delo pa je vse prej drugo kot pa resno, ne. In zdaj, če bi za koga drugega delal, bi bilo to veliko lažje, ker bi mi bilo mogoče malo tudi vseeno, zdaj, če bi bil on zadovoljen, pol v redu, ampak delati za mamo, pesniško zbirko, ki smo jo morali siliti, da je sploh se lotila delati, mora biti pa malo boljš narejen, ne. In sem se kar prestrašil, ne. Mene je bilo kar strah, večkrat tudi odklonil, da sodeloval sicer bi rad, ampak da pač ne bom. Ampak sreči je bila tukaj Marija tudi, ne? Prišla zraven še Marija, ki me je začela malo brcati v rit in tudi predlagala, da se lotiva lesorezov, ker bova tako najlažje poenotila ilustracije za knjigo, ne. Se bodo najmanj videle razlike zdaj, čeprav če zdaj pogledam, razlike še zmeraj so in to velike, ampak dobro, pustimo to. No, tako nekako je prišlo do tega, ja. Spomnim se, Marija, ko si mi govorila, a ne, ker pač potem je bilo treba, h kateri pesmi bo kakšna ilustracija, da sta imela vse po tleh naloženo po celi hiši. Mal, če bi se lahko, če bi obudila spomin na to obdobje, kako sta potem izbrala, se pravi, katero pesem ilustrirala, pa s čim, pa kako naslovnico narediti. Vem, da je bilo tudi nekaj zapletov v zvezi s tem. Če bi malo povedala okrog tega. No, najprej, jaz se tudi ne sicer veliko z domišljijsko ilustracijo ukvarjam. Moje področje je bolj znanstvena ilustracija, zato je bil tudi zame to zelo velik izziv ilustrirati to knjigo. Ampak je bilo nekako lažje, ker smo bila dva avtorja, ne. Seveda to prinese s sabo neke probleme, poenotiti se z zelo različnimi stili. Ugotovila smo, kot je že Grega ugotovil, da bo najbolje delati lesorez. To je sicer zelo zamudna tehnika, ampak včasih so mogle kar dozoreti te ideje, ne, da smo jih izvedla. Kako smo se lotila tega dela, se pravi, pesmi so bile zbrane, prebrala smo vse pesmi, naredila smo si printe teh pesmi in potem smo jih zložila po podu v najinem stanovanju in smo gledala, kako bo ta knjiga tekla, kakšen bo njen ritem, kakšen je ritem pesmi in smo skušali temu slediti. Jaz upam, da ko boste prilistali knjigo, da se bo to tudi začutilo. Hvala. No, Gorečke pa k sreči zdaj tudi cvetijo. Takrat jih še ni bilo in je bilo kar težko
ugotoviti, kaj so tu za ene rože sploh. No, še to moram povedati. Jaz sem drugač pohorka, ne? Jaz sem na Kras prišla prvič, ko me je Grega pripeljal sem in seveda je strašen vtis naredila ta pokrajina name, ljudje, vse to. Pa pol še enkrat še večji vtis, ko sem pesmi prebrala, sem še enkrat drugače vse skupaj doživela. Je pa res, da včasih, ko poslušam tule domačine, ne razumem čisto v redu, kaj se pogovarjate, ne? In seveda ta naslov Gorečke z Borjača, to je bilo zame tudi latinščina, nisem razumela, kaj to pomeni, ampak sem pol razvozlala, da Gorečke so pelargonije, a ne? In se jaz lotim delati naslovnega lesoreza in ga končam, odtisnem, prinesem Darinki pokazati in reče Darinka: Marija, saj ne vem, če ti bi rekla, ampak to so bršljanke. In sem se pol lotila še enkrat, kar je čisto v redu, ker je zdaj ta naslovna ilustracija še toliko boljša, pa ta prave Gorečke so gor. Namreč, ker pelargonije so tudi bršljanke, ne, so vrsta. Pa te, ne, ampak Gorečke so Gorečke. No, ampak saj pol je bila Marija tako potrpežljiva, da je šla lesorez delati, ker je tudi ona tako izjemno natančna ženska, neverjetno, no, tako da je potem tudi sama bila bolj zadovoljna, ne, da stoji tako, kot stoji, ne, da ni kar nekaj, ker ona tega nikoli ne dela, da bi bilo kar nekaj. No, zdaj veste, zakaj nismo prav za okroglo obletnico Darinkino izdali te knjige, ampak da je pač malo dlje časa rabila, da se je rodila taka, kot je zdaj. In na to smo vsi ponosni. Hvala Gregatu in Mariji. Vi si boste pa potem lahko gledali še razstavo bolj od blizu, a ne? Hvala. Darinka, bližamo se resnim temam. No, saj smo že skozi pri resnih temah. Zdaj smo se pa hecali, ali kaj? Ne. Hočem samo to povedati, da mi je všeč v tvoji zbirki, ker se lotiš z enako natančnostjo, pa enako pozornostjo, pa enako ljubeznijo tudi stvari, ki mogoče se jih drugi izogibamo, ali pa se nam zdijo še vedno mogoče tabu, ali pa da rajše o tem ne bi govorili, recimo, kakor je strah, smrt. Ampak pri tebi je vse tako pomirilno, ker se mi zdi, da ta smrt, pa strah, pa vse se izteče v eno vizijo za nov življenjski krog, ki se bo zgodil kasneje. Mogoče vpliva na to tudi to, da si bila zdravnica in si bila pri različnih smrtih tudi in do tega mogoče nimaš tako takega odnosa, kot ga imamo sicer ljudje. Kaj bi kaj o tem povedala? Če bi ljudje bili bolj prijatelji z smrtjo, da jo ne bi tako zanikali oziroma tabuizirali, bi znali lepše živeti. Jaz se tako živo spominjam, ko sem šla na mrliški ogled, recimo prej v ambulanti sta prišla pa soseda, ki sta se zaradi kur stepla, pa je bilo treba oba oskrbeti in pol napisati potrdilo za sodišče, ker se bosta pol tožila in tako naprej. Potem sem se pa enkrat vračala iz mrliškega ogleda in sem si mislila, poglej, zakaj je treba zaradi kure ali pa zaradi enega metra zemlje ali pa ne vem česa, kaj je vredno, da se ljudje kregajo. Potem si en kupček, jaz ponovadi rečem drekca, ne. Kar dreka rečeš. No, a ni nič lepše, če drekec. Vsi smo en kupček, vsi enaki, zakaj bi si kvarili
tisti čas, ki nam je podarjen, ki nam je darovan, da bi živeli tukaj in zdaj, ne se ukvarjali s tistim, kar je bilo, tisto se ne bo vrnilo, ne moremo popraviti, bilo je in ni več. Zakaj razmišljati, kaj bo jutri, ker ne vemo, če bomo jutri še živi. Zakaj si kvarimo današnji dan, ko smo živi, ko se čutimo, zakaj ga ne bi živeli, zakaj bi si ga uničevali z brezvezdnimi razmišljanji in še bolj brezvezdnimi kreganji. No, Darinka to na dolgo razmišlja, ampak napiše pa zelo v kratki pesmi. Zakaj so tvoje pesmi tako kratke? Kaj sem že rekla, da bom Nekaj povedala? od Bevka, ampak jaz se zdaj ne spomnim. Ja. Ne, hvala, ko smo je spomnili. Krašovci, ne moramo, mi lahko veliko govorimo, ampak tudi veliko povemo, ne moramo kar trobezletke, 3 pirovske. Mi smo v gimnaziji enkrat vprašali Bevka o primorskih značajih, ker so različni in Bevk, kaj je za Tolmince, vem, da je govoril, da so zaprti vase, bolj turobni in tako naprej. Za Krašovce sem si zapomnila, ker je rekel, in sem potem preverila v življenju, da je to res. Kraševce lahko v 5 minutah iskreno smeje in iskreno joka. Čustva Kraševcev so zelo intenzivna, močna, vendar, hvala Bogu, kratkotrajna, ker sicer bi ga ubila. Zato jaz pišem kratke pesmi, ker če so daljše, potem se človek naveliča brati, še manj razmišljati in se reče, se to ni zame. Pri kratki pa že, ko pomisli, da bi nehal, je pa že konc. Poskušam pa vedno, ker se mi zdi meni to za pesem zelo značilno, to se pravi, za moje pojme naj bi bila pesem kratka in jedrnata, naj bi in kolikor toliko razumljiva. No, pri tebi je tudi pomembno, da se rima lepo, pa da Ja, ritem. to pa je, ker če ne pa ni pesem. No, Malo pa mora biti razlike od proze, ne. Čeprav je lahko proza tudi zelo poetična, ampak ja, zame je rima pomembna. Pa ne samo rima, ampak ritem. Mora takole, kaj naj berem zdaj? ja, ta plave. Evo. Aha, beg. Ta je sodobna. Nenehno bežimo. Eni po svetu, drugi pred njim. Enkrat v pozabo, drugič v spomin. Bežimo pred sabo, v sanje, omamo. Iz črede v čredo, iz črede v osamo. Zakaj? Se lahko. Kar ne jih bo malo strah. Malo jih moram prestrašiti. Smrt. Koliko imaš obrazov in koliko imen? Si piš leden? Si vrela lava? Si cilj zgrešen? Si izgubljena stava? Si živemu zarota? Si milostna dobrota, ki jo trpeči čaka in želi? Če dobra si, zakaj je mrzla tvoja roka? Zakaj, kdor ga objameš, zaihti in kdor zaslutite, zajoka? Ampak jaz bi vseeno tudi tole, to strašno. Ti kar, saj mi radi poslušamo, ne? A ste se naveličali? No, pa bom pa še eno smrt. In to je sodobna smrt. Nič več ne hodi s koso na rami od hiše do hiše. Vsak dan v črni kroniki piše, da rada izbira skupine. Na hitrih cestah preži, v kupih pločevine. Na letala se zrine, z bombami pada, leze pod ruševine.
ne brani se vode. Beguncem pomaga do končne svobode. Pod krinko ljubezni davi, strelja, zabode. Testament, pa se še ne poslavljam. Pod hrast me stresite, ko bom pepel, da bom s krošnjo zelenela vsako pomlad. V reko me stresite, ko bom pepel, da bom pesmi raznesla v zelenje livat. Vetru me dajte, ko bom pepel, med trave me bo razsejal, kjer mak bo žarel in pesmi ponavljal strnat. In ker sem še zmeraj zdravnica, vas moram malo potolažiti, da vas ne bo strah smrti. V jutro, ta je pa Dolenjska, zadnjič je en tam dol rekel, no končno ena Dolenjska. Tam je en hribček, ki je, se mu reče Sveti Rok in gor na vrhu je cerkvica. Je bilo pa tako videti skozi okno zjutraj vzhajajoče sonce in me je to tako presunilo. V jutru, ko nebo žari za Svetim Rokom, ko vile bajajo otrokom bajke, ko zvezde kot utrujene točajke ugašajo luči nad vrti. Čutim, da ni smrti. So le menjave na večni krožni črti. No, zdaj si nas pa tako lepo potolažila. Bomo pa še kar eni pesmi prisluhnili. Vi pa lahko pripravite ali pa razmišljate o tem, če bi radi ali Darinko, ali pa Marijo, ali pa Gregorja kaj vprašali v zvezi s knjigo. Nebo je čisto jasno, kaj pomeni to. Moj fantič je oddaljen, oddaljen, daleč od tod. Naj bo, kar je storila sem jaz, ljubezen je kriva, ne jaz. Naj bo, kar je storila sem jaz, ljubezen je kriva, ne jaz. V senčko sva se usedla, v senčko hrastovo, ljubezen se je vnela, da še nikdar tako. Naj bo, kar je storila sem jaz, ljubezen je kriva, ne jaz. Naj bo, kar je storila sem jaz, ljubezen je kriva, ne jaz. So mamca me vprašali, od kod ta sinko je. A jaz sem jim dejala, spod senčke hrastove. Naj bo, kar je storila sem jaz, ljubezen je kriva, ne jaz. Naj bo, kar je storila sem jaz, ljubezen je kriva, ne jaz. Ljubezen je kriva, ne jaz. Ana, če dovoliš, zdaj sem glih toliko pri sebi, da lahko se iskreno zahvalim vsem pevkam, Eriki, čakaj, ker ne vidim, ne vem, kje je Erika, no. Erika in vse njena skupina in vaški skupnosti in vsem, ki ste mi tako predragi,
Hvala, hvala, hvala. No, in zdaj vem, da ne samo, da Kras živi v meni, ampak da resnično sem še doma na Krasu. Hvala. No, zdaj ste pa vprašani. Oziroma, če imate kakšno vprašanje za Darinko, tako javno, seveda, če pa ne, jo boste pa potem lahko med druženjem še kaj povprašali. Ampak najbrž sva midve kaj spustili v tem najinem pogovoru, pa morda koga še kaj posebej zanima. Jaz bom rekla še enkrat, hvala, da ste se odločila, da ste prišla spet na svoj Borjač in da ste z nami podelila vse te krasne pesmi, ki so živele in rasle v vas. Zdaj pa tako videla sem, da ste delala ena košara, ki niso lih kraška. In imamo mi eno žbrinco, ki je naredila Ivan Kmetov, ne? Ma ne samo žbrinca njihova, oziroma ta listnik koš, ne? Tudi njihove medažije so tle noter, ne? Tako da boste malo vonjela, kako bi hlavsko majno, ko boste to tle pila. Upam, da tudi v krohi svojih najdražjih in domačih. Hvala, hvala za... Jaz bi pa še tle gospo Ano Maček, kar je prišla med nami, ko bi je hlavca, mislim, da je prav, da nas malo odnese nazaj na Dolenjsko in sicer v obliki knjige, ki jo je izdal naš Jožko Fiderhov, ja, Jož Jabra, ste ga spoznala, no, potem pa še malo spomina, tako. Hvala. Tako, Darinka, ti boš pa podpisovala knjige potem, a ne? Ja, bom obljubim. No, še enkrat se moram zahvaliti Lojski, da je omogočila, da smo se lahko danes tako lepo zbrali na Borjaču in tako naprej. Pa še tole, no, ta zadnja. No, potem pa, Darinka, jaz bi vseeno končala, da pač rada bi, da ti končaš svojo besedo, kar si tudi začela. To je z eno pesmijo, ki pa v centralni Sloveniji ali pa po vseh drugih krajih Slovenije si jo najbolj zapomnijo. To je Vabilo in zaradi tega tudi mi vsi radi pridemo na Kras. Vabilo. Pridi vonjat moj Kras, pridi spomladi, ko rešelika cveti in se beli češnja v ogradi. Obišči moj Kras, obišči poleti, ko sonce se v grozdih gosti in zorijo trpki obeti. Vabite Kras tudi jeseni, ko ruj zažari kot v gmajno razsuti plameni. Pridi na Kras, pridi po zimi, ko burja utiša tvoj glas in ostaneš sam v svoji intimi.